15. krog je prinesel izjemno zanimiv derbi med domačo Olimpijo in nogometaši Domžal. Šlo je za derbi iz zgornjega dela lestvice. Olimpija, ki je bila druga, je pričakala tretji uvrščene Domžale, hkrati pa je bil to dvoboj Luke Elsnerja proti svoji bivši ekipi. Začetek tekme je boljši za Domžale, podaja Skota, potem pa Horvat, ki je bil tam pred vrati nekoliko nenatančen, sreča tokrat za nogometaše Olimpije. Še napad za Domžale, podal je Širok, do žoge je prišel na drugi vratnici Matjašič in ga namestil Balkovcu, ki je meril z levico, ampak zadev le zunanji del mreže. Ostalo je pri začetnem rezultatu. Prva akcija za Olimpijo, tekla je 23. minuta, podaja Kronavetra pred vrata, tale strel z glavo pa je šel nekaj mimo vrat. Zajec je zgrešil, ostalo je pri začetnem rezultatu. Še napad za Ljubljančane, Kronaveter za Kirma, ki je podal pred vrata, Benko pa je vbito žogo ustrelil, ampak Golubović je bil dobro postavljen. Polčas med Olimpijo in Domžalami brez golov, 0-0. Drugi polčas in prva kombinacija za Olimpijo. Nika Zajec je bil v izjemno dobrem položaju, tokrat zgrešil, zadev le zunanji del mreže, potem ko mu je bil nehotel na poto tudi Benko. Še napad za Ljubljančane, 58. minuta, Kirm sam pred vrati in iz dveh poizkusov 1-0 za Olimpijo. Kirm je premagal Golubovića, ki ni uspel braniti tega drugega strela. Lepa žoga pred vrata in lepo preigravanje Andraža Kirma, ki je letos redko zabijal gole, tole pa je bil zelo pomemben gol za prednost 1-0. Proti napad za Ljubljančane po 20 minutah v drugem polčasu. Velikonja daleč, tokrat je nekoliko zgrešil domžalska vrata. Do konca tekme še nekaj napadov na strani Domžal, ki so pritiskali, ampak resnejših akcij ni bilo. Tole je eden izmed strelov Jureta Balkovca in pa še zaključek tekme, ko so Domžalčani prišli do svoje prve situacije, ko so streljali tudi v okvir gola. Do žoge je prišel Lukas Horvat in meril daleč, ampak tole je bilo preslabo. Žogo je zadržal Rok Vodišek in ohranil svojo mrežo nedotaknjeno. Olimpija 1, Domžale na koncu 0, 3 točke za Olimpijo, ki je zdaj začasno prva na lestvici. Maribor pa bo jutri igral proti nogometašem Aluminija. Ampak to smo vedeli, da bo takšna tekma. Mene veseli, nad vsem je to, kar smo v zadnjih 15 minutah pokazali. Eno solidarnost v težkih trenutkih, kateri niso več mogli hoditi, pa so še vedno šprintali nazaj, metali smo se pod žogo, vse naredili, da ne bi zadetka prijeli in smo bili nagrajeni in to smo pogrešali v prejšnjih tekmah in danes smo to dobili in zaradi tega smo tudi tekmo danes tukaj zmagali. Ne, jaz moram vseeno čestitati fantom. Jaz mislim, da iz naše strani je bila ena prava, tekmovalna tekma. Žal iz nekih, situacij, ki mislim, da so bile dokaj zrele, nismo zadeli. Olimpija je zadela in pač čestitke njim.